pevskega zbora Društva upokojencev Slovenije, ki so na začetku nas razveselili z dvema pesmima, Domovini in pa Večerna zvezda in pa seveda Metka, današnja gostja, pevka v več zborih, mama, babica, literatelja. Med nami je danes tudi moja lektorca, tako da če bom imel kaj teme, 3 knjige me popravila, pa še na 500 pesmi, če bo karkoli narobe, se dajmo česa dole. V tujino sem že zelo zgodaj šla, samo da takrat še nisem vedela, da to ni to. Domovina je domovina. To bi vsak zdaj povedala. Nikdar več ne bi šla nazaj. Kaj pa žene, recimo, mladega človeka, da gre v tujino? Ja, mogoče si misli, da je tam bolj bil kruh. Vzela, dala, pa je 2 poti. Vsak sva svojo pot izbrala. Nesrečna me usoda pahnila je na srečo v domovino spet nazaj. Želim, da videl bi še naše hribe, da slišal žvrgolenje naših ptic. Stare več, so stare 54 let. To so zelo stare, to je vse na knjigi. To se pravi, da si začela pisati, ko si bila stara 2 leta. Ja, to me je. Da karkoli smo pač preživeli, da verjetno se vse zgodilo z nekim namenom. In vsaka zadeva, ki ni najlepša, ne bom rekel, da je slaba, ampak ima neko sporočilo in iz tega se verjetno nekaj naučimo. To se pravi, da če bi rekla na način, da Silvija Sje so mogoče znam bolj modrosti kot pa starosti. Ja, tudi to drži, sam marsikdo že ima zelo mlad Silvija. Ja, pa fulce se malo. Počakal me je. Počakal, pa ne pod vrbo, pod katero nekoč sva zaljubljeno stala. Ne pod vrbo, ki jih žalostno segajo veje skoraj do tal. Počakal na poti, ki nekoč se čisto drugače je vila. Povedal bi rad, da tu je doma, pa vendar svoboda zdaj ni več ista. Le v srcu občutiš lahko, kar nekoč razlagal si svetu. Mogoče nekoč bo drugače. Toda takrat že lasje bodo sivi, takrat bo že čisto zguban obraz. Jeseni življenja mogoče se najdeta roki, ki nekoč sta druge od drugih bili. Na kakršenkoli način, tudi starši nas niso znali recimo objemati. In hvala Bogu, da te mlade mamice, tudi očki, pa da so spremenili pogled oziroma da so zavestili, da v objemu ali pa tudi v kakšni solzici ali karkoli, da ni to popolnoma nič slabega. Da s tem ogromno lahko damo, ogromno pa lahko tudi dobimo. Neprecenljivo veliko, jaz govorim iz svojih izkušenj pri svojih vnukih, dejansko otroci, vnuki. Objemi so pa bili včasih čisto drugačni. Jaz ne vem, da bi nas starši tako objemali, ko se zdaj objemajo svoje otroke. Ne spomnim drugače, se je usedel z nami, pa smo klepetali, igrali karte, pa smo jih pa kar skrili, da imamo pa še domov. Nihče ne sluti, da v tisočih barvah njegova esenca ostala. Zdaj hrepeni, ječi in kriči, noče umreti, čeprav bi razum želel si drugače. Gorjenje je srcu, če kdaj se izda, kje skriva kje svojo bolečino. Nastal bi vihar, grom in strela treščila bi manj. Odneslo bi ga morje, rane bi ga pekle, kot bi sol kdo nanj posipal. Vendar hrepenenje še bi upilo. Senca njega v njej zavedno bo ostala in hrepenenje v njej zavedno bo lečalo. V mislih sama sem s teboj in po licih tečejo mi solze. Kje si, mama?
le zakaj te ni več tu, da poveš mi, kam je vse odšlo. Na omarici moji slika še stoji, to spominje na minule dni. Na dni, ko si nas vodila kakor dobra vila, pot v življenje si nam pokazala, vse za nas si žrtvovala. Nismo vedeli, kako se ti mudi, pokazala si pot in šla v tot. Ne slišiš nas, ko kličemo ti hvala, ne čutiš naših src trepet. Ko solza teče, se sprašujem, zakaj nikoli ti dobrote nisi terjala nazaj. Ob grobu zdaj stojim, mi solza teče, grlo peče, v srcu mojem pa odprta bodo vrata zate in za moj spomin. Kot bi včeraj se zgodilo, a je minilo mnogo let. Kot na mah se je stemnilo in spremenilo moj je svet. Takrat mama je odšla prav tiho, kot bi list iz veje zdrsnil. Kot z očmi bi rahlo trepil. Ni se poslovila, niti vedela ni to, da tako zelo tam bo hudo. Tako žalostno je, da še solza se pred tem svetom skrije. Ne teče mi po licih, raje se v dušo zlije. Nikoli je ne bom pozabila, toliko je še njenih tu spominov. Še vidim jo, kot bilo bi zdaj, na vratih čaka, da nas sprejme v svoj raj. Zaprem oči, vidim jo, ko melje kavo, da z njo nas pogosti. Še čutim njeno dlan, ki rahlo mi polzi čez čelo in oči. Preljuje že 40 let. In lani v februarju smo imeli skupen koncert z moškim pevskim zborom, oni so pa še starejši, so pa 60 let stari. Ja. Naš prvi pevski zbor je vodila gospa Vida Vesnika Polutnik, žal že pokojna. Pravzaprav prvi, ki je ustanovil ta zbor, je bil oče od naše tamne gospe Nade. Potem je pa prevzela gospa Vida Polutnik, za njo pa Manja, ki je z nami že skoraj 20 let. Lepo se imamo, uživamo in ne moramo prehvaliti nje, kako lepo dela z nami. Ima elastične živce, ker včasih bi nas bilo treba pa, kaj pa vem, ven vrš ali pa kaj, kjer hočemo. Trudi se, delamo, uspehi so, včasih jih pa tudi ni. Zapele pesem Spominčice, ljudsko, in bušnejša je ni. Yeah.
Sigurno, ja. Ne mogoče. Nad glavo je pa rekel, da družine si ne bo mogel ustvariti, če ne bo nekaj počel. Takrat je prišel prvo vedenje. Ampak skrbel je pa za to, da je bilo. To je ta klasika, prema smo med žensko, imajo vedno prav, mi pač imamo, ker je najmanj potrebno, takrat na meni pa vse lepo Kot mlad pastirček, komaj 6 let, ni dorasel svojim kozam, ki so gnale ga na pašo. Tekel je in jih lovil, da naj bi kozice zgubil. Nekoč, ko tekel je čez brug, pa svojo cokljo je zgubil. Naprej je tekel bos. Medtem ko koze so se mirno pasle, pastirček v luži tam je stal, bila toplejša je od suhe trave. Gorje otrokom, ki brez mame pastirčki morajo postati. Tam ni objema, da v njem bi se tolažil, ne tople vate, da v njo bi se uvil. Tam so le cokli, bose noge, beseda stroga, piščalka, ki si sam jo je zarezljal. Tam na hribčku, malo iz vasi, majhna cerkvica stoji. A pod cerkvico, prav na tihem kraju, našim je predragim staršem zadnji dom. Ni več tako dišeče kave, kot iz mamine je kuhinje bila. Ni več srca, ki skrivaj za nas bi trpetala. Kako zelo pogrešam iskren pogled iz očetovih oči. So vedno se svetile mu, kot da hranim solze ljudi. Že dolgo ni več staršev. Ostal je le tekoč spomin, ki vedno bolj boli. Metka, ti si že v mladosti zelo zgodaj imela tudi pridne roke, oziroma trde roke. Izkusila si verjetno tudi delo na kmetiji. Veš, kaj je motika? To vem. To veš. Veš, kaj so grabe, kaj so te pomočki, ki jih kmetje uporabljajo. Ja, takrat smo se bolj družili in moja starša sta šla večkrat na kmetijo pomagati sušiti ali pa v jeseni trgati grozdje. Mi pa z bratom so šla pa z njim. Meni je bilo prav všeč tisto sušenje, še zdaj slišim tisto seno. Mislim, če pomislim na njega. Si kdaj na sediku prespala? Ne, pa ne. No, škoda, to še lahko naredi. V življenju nam je vedno žal tisto, kar smo naredili, ne tisto, kar nismo naredili. Kar nismo naredili, ne tisto, kar smo naredili. Tega imaš pol še priliko, čeprav danes kmeti, jaz skoraj nobenega več ne poznam, da bi še kdo sušil. Kje misliš, da so se zgubile te pridne roke, kvečke? Danes namreč vse manje tega, da bi naše snahe ali pa naši otroci znali primiti motiko in ločiti med plebelom in pa, ne vem, korenjem, je to verjetno že kar znanost, pa ne, bi to zelo težko. To še ni povsod, ampak veliko teh dosti otrok gre že malo doma. Pa nima kdo pa pomagati, ne? Ja, zakaj pa misliš, da grejo doma? Ja, za boljšim kruhom, na kmetiji delajo cele dneve. Tam se je lažje, včasih je pa bilo težje. Kaj pa imaš pa mnenje danes recimo v kmetih? Ja, mnenje. Jaz jih spoštujem, ker
kmečko delo je čisto drugače, kot pa nekomu, sicer tudi tu je težko, ampak na roke dela takrat, ko so še z rokami vse naredili, je pa bilo drugače. Ja, tudi zdaj je verjetno kmetom zelo težko, sicer vidimo, da po svetu se marsikaj dogaja, da ta kmečki kruh praktično ni cenjen, oziroma je premalo cenjen. Kmetje so vse prevečkrat pozabljeni, izkoriščani, pač te centri, trgovski pa podobne verige. Večkrat se nam vrnejo spomini na domačijo, kjer bilo je včasih polno rož. So češnje, breskve, vedno zlato obrodile in vrt je bil prepoln dobrot. Večkrat pa se spominjamo na pridne roke, ki na domačiji tej so kraljevale. Vinograd, ki je bil ponos obdelovale. Smo včasih šli tja med trgače, da brenke polnili bi sladkim grozdjem, a vedno po trgatvi vsi smo sedli k mizi obloženi. Kje zdaj so časi, travnik ni več pokošen, rože nič več ne dišijo, vrt pa sam je zapuščen. Za manj vinograd čaka prav teh pridnih rok, saj roke te so zdavnej že se utrudile. Le kdo bo zdaj oral, le kdo sejal. Moj list. Moj list je pa nastal takrat, ko nisem več mogla pisati. Pa je pa tole nastalo. Mogoče prebereš, pa bomo bolj podebatirala. Tole. Moj list. Moj list. Dobro. List obrnjen v moji knjigi, vsak dan bolj bel je, vse bledi. Ga obračam s tako vnemo, a ne vidim nič sledi. Kam so črke se zgubile? Si ne upajo na plan. List ostaja čisto bel. Črke pa je duša sama čisto prazna vase skrila, da ne bi druga srca, nežna srca utopila. Kako potiho, kako neslišno iz gozda srna je stopila. Zdaj se ozira in se boji, da kdo ji princa pripodi, ki čakajo na jasi. Ne boj se, srna, počakala bom tu, da mirno prečkala boš pot. Pohiti brž, ne stoj kot plod, da ne popihajo ta tvoj falot. A nekaj te prosila bom, da daš mi v zameno. Dovoli, da ko pride čas, lahko bom videla družino tvojo. Pohiti, srna, zdaj, ne stoj in mene se nikar ne boj. Hoč postaneš zvezdica po stranem vesolju. Najlepša hvala za en tak prijeten večer. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem te dobil, ker ti si res zelo skromna oseba in sem te mogel kar manj prepričevati, da si prišla, pa si videla, da je bilo super in bi bilo škoda, da ne bi delili teh čudovitih pesmi in zbora in tebe. Najlepša hvala zboru za te čudovite pesmi. Zdaj vas bomo še naprosil, da še zapojete za konec nekaj. Potem se še pa malo družimo, se nikamor ne hodite, da ni treba odhajati. Če vam mogoče zdaj pa počakajte, še bo pa malo druženja, tega naj se vam ne mudi domov. Lepo je bilo, no? A še nam je snimala. Hvala, Manja, da ste se, pa vsem pevkam, da ste sprejeli to, da ste pele v tej moji, v tem večeru. Hvala in hvala. Čestite tudi tebi.
posnel vse. Ja, te deklamirane sem. On preveč govori, ne? Ja, pač je moderator. Moderator bi se vedel preveč govoriti. Iskren. Malo več. Res je.